Rezultati letošnjih volitev še kar presenečajo. Tokrat je bilo najbolj presenečenih 6 kandidatov, ki so 2 tedna verjeli, da so med novimi izbranci ljudstva. Potem pa so se v soboto zvečer usedli pred televizijo in ugotovili, da je šlo za pomoto. Zgodilo se je namreč tole. Računalniški sistem naj bi bil napačno zasnovan in zato ni bil pripravljen na takšen zaplet. Do napake ne bi prišlo, poudarja Vučko, če bi še ena stranka dosegla parlamentarni prag. Ljudje so že dali odpoved službi, zlikali srajce in kupili nove obleke. Pa so pa zvedeli, da se nove službe veselijo čisto eni drugi ljudje. 8 drugače je spremembo volilnega rezultata sprejel Andrej Kosi iz Ormoža, ki se je kot novinec že pripravljal na opravljanje poslanske funkcije. V svoji službi je tako že dal odpoved pogodbe o zaposlitvi. To je tako, kot da bi na tomboli med 1500 udeleženci zadev 4-letne rečemo službo, na tuj račun, pa ti v zadnjem hipu sporočijo, da so cifre drugačne. In kaj pravi direktor Državne volilne komisije? Marsikaj znam, ampak to pa ne znam pisati računalniških programov. In če te napake vseh teh 10 letih niso odkrili največji strokovnjaki z področja računalništva, kako bi jih jaz? Saj nisem čarovnik, zato odstopim. Popolnoma ne razmišljam in mislim, da se svoje delo pravi kvalitetno. Tako je, gospod Vučko ni čarovnik in tudi na računalnike se ne spozna najboljš, če misli, da jih programirajo čarovniki. Ima pa odlično tolažbo za nesojene izbrance ljudstva. Veste, naj se sliši še tako, ampak dokler ni sprejet končni izid, res ni potrebno prehitro razglašati svojega zmagoslavja. Šampancev ne gre odpirati prezgodaj. Precej neuporaben nasvet za tiste, ki so jih že zdavni spili, kar pa seveda ni problem volilne komisije. Kot tudi ni bil problem, ko so na glasovnicah za tujino natisnili napačne logotipe strank in to 2-krat, tretje pa jim je zmanjkalo papirja. Kar me čudi, da se jim lahko zgodi, glede na to, da so ti ljudje med volitvami najmanj 2 leti frej. A niso? Kaj dela, če ni volitev? Kakorkoli, zaradi vseh zapletov so bili nekateri mnenja, da bi morali z objavo uradnih rezultatov malo počakati in da ni nobene potrebe, da jih Borutu Pahorju dostavijo kar v nedeljo zjutraj. Kljub zapletom je predsednik republike Borut Pahor danes podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje Državnega zbora, ki bo 13. maja. Kot so sporočili, zamik ni bil mogoč, saj je imel predsednik kasneje neodložljive obveznosti. Si morate misliti, kakšne? Predsednik Pahor si je zadal, da bi rad videl center Kamnika, preden ga vozilo ujame. Mi smo ga ujeli malo pred 10 kilometri, prav tako pa tudi tiste, ki se je tam tek za njih nažalost končal. Najbrž res ni hotel, da bi ga trivialnosti, kot je rezultat volitev, dekoncentrirale pri še enem pomembnem predsedniškem projektu. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.